Alenka Bijol, vi ste glavna medicinska sestra specialistične dejavnosti v Splošni bolnišnici na Jesenicah. 12. maj je svetovni dan medicinskih sester. Kako ga boste letos obeležile? Ja, 12. maj je res poseben dan, ko je razglašen za dan medicinskih sester. Dan, ki lahko rečemo, da je še kako pomemben, saj se v tem času, v času epidemije, se je pokazalo, kako so medicinske sestre, zdravstveni tehniki še kako pomembni v prvih bojnih vrstah in so praktično s pacienti ob prvem stiku in ves čas zdravljenja, tako v preventivni dejavnosti kot v zdravljenju v bolnišnici. Veliko vlogo ste odigrale prav v letošnjih 2 letih, čeprav jo odigrate vedno, saj je sestra medicinska prva pred zdravnikom, ki sprejme nekako pacienta. Ja, res je. Čas epidemije je pokazal, kako hudo pomanjkanje medicinskih sester in kako pomembno je znanje medicinskih sester in pa stik s pacientom, ki mu je lahko v pomoč že ob prvem stiku. Kakšna je zdaj situacija v Splošni bolnišnici Jesenice glede dela medicinskih sester? Še vedno odhajajo, tako kot so pred časom? Je še kadrovsko pomanjkanje? Kadrovsko pomanjkanje je, vendar ne moremo govoriti o odhajanju medicinskih sester. Mogoče lahko zaznamo posamezno odhajanje, ampak ne moremo pa govoriti o večjem odhajanju medicinskih sester. V bolnišnici se zelo trudimo, da bi na različne načine zaposlene motivirali, se jim poskušali približati in tudi na ta način poskrbeti za čim boljše počutje zaposlenih v bolnišnici. Kaj mora imeti medicinska sestra? Najprej prav gotovo mora biti srčna, da je sposobna upravljati ta poklic s pacienti. Ja, res je. Srčnost, kot ste omenili, vsekakor, empatija, etični vidik, vsekakor pa zelo velik pomen dajemo na znanje medicinskih sester, saj le z znanjem in z vsemi vidiki, ki ste jih omenili, lahko pripomoremo k temu, da lahko vplivamo tudi na boljši izid zdravljenja pacientov. No, pred dnevi pa ste v Splošni bolnišnici Jesenice, ne samo na Jesenicah, temveč po celotni Sloveniji obeležili tudi dan babic, ki so še kako pomembne, ki spremljajo nekako nosečnico od prihoda v porodnišnico pa vse do rojstva otroka. Res je, 5. maj, mednarodni dan babic, tako kot smo prej omenili, 5. maj, mednarodni dan higiene rok. Babice, res, ki skrbijo za zdravje, za zdravstveno varstvo žensk, tudi seveda rojstvo otroka, vsekakor najpomembnejši dogodek za starše, za mamico. Mednarodni dan babic se glasi prav pod motom ICN, Mednarodnega združenja babic. Je klic babic, slišati babice, videti babice, ker so pomembne v vsaki sleherni družbi. Iskrene čestitke za oba praznika, čeprav je eden že minil. Hvala lepa. In pa uspešno delo še naprej vsem skupaj. Hvala.